Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem tole z naslovom Gora. Napnite ušeska, udobno se namestite in prisluhnite. Gora je gozd, poln dreves in zelenih reči, je rekel medved. Sploh ne, kaj ti pade na misel? Gora je travnik, na katerem rastejo cvetlice in zelišča, kjer vse naokrog diši in se sliši brenčanje čebel, je rekla ovca. Sploh ne razumeta, se je oglasila hobotnica. Gora je mokra in obkrožena z vodo, polna je rib in čudovitih barv. Nikakor, kaj je narobe z vami? Goro smo zgradile same. Temna je in polna prsti, v njej pa je kot v labirintu, je rekla mravlja. Ne, gora je strma, polna kamenja in skal, je ves pretresen, rekel Gams. Ti in tvoje nore ideje, gora je bela in mrzla, je rekel Zajec. Živali so jezno zmajevale z glavami. Motite se, so kričale druga na drugo. Ampak katera izmed njih je imela prav? Dovolj, ne morem več prenašati vašega kričanja, je rekla ptica. Kdo izmed vas je sploh že bil na vrhu gore? Vsi so pri priči utihnili. Ali si upam, se je spraševala vsaka žival zase. Seveda, vsem pokažem, da imam jaz prav. Navdušeno so se lotile priprav. Radovedne, drzne, prestrašene, pogumne, gibčne in živahne živali so se odpravile na pot. Ko so dosegle vrh, so bile zelo presenečene. Vse je bilo videti precej drugače. Ni bilo, kot so pričakovale. Videle so gozd, travnik, vodo in prst, skale in sneg, dokoder seže oko. Sedele so v tišini in občudovale, kar so videle. Od tu je bilo vse videti tako majhno. Pravzaprav smo imeli vsi prav. Res je, čisto vsak je imel prav po svoje. Veste, tale zgodba vam želi pokazati, da lahko isto stvar vsakdo vidi z drugačnimi očmi. Tudi ko so mnenja različna, se lahko v vsakem izmed njih skriva zrno resnice. Zato zberimo pogum in prisluhnimo ostalim tudi takrat, ko se z njimi ne strinjamo. Dogovorjeno, otroci? Dogovorjeno. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje.